Dobrodošli v novi epizodi Bitcoin analize. Ta teden se je kar veliko zgodilo pri Bitcoinu. V bistvu je prvič po ne vem koliko cajta spet hitel 23.000. Hiteli smo prve targete na 5-day timeframeu za tisti signal, ki smo ga gledali v preteklih videih. Tako da ja, v bistvu sem se danes odločil narediti en update. Plus, ker vem, da so vam po moje kar všeč te videi, in zato sem v bistvu tudi razmišljal, da bi pač začel te Bitcoin analize delati v bistvu enkrat na teden, probably tako v nedeljo ali pa ponedeljek, se pravi za začetek tedna neka Bitcoin analiza, pač par updateov, tako da napišite v komentar, če bi to radi videli. Drugače pa še preden začnemo, veliko folka nam je v bistvu pisalo na Instagram, da bi se zelo radi naučili tradati Bitcoin, tradati futurese, v glavnem karkoli. In v bistvu za vse te najprej bi vam predlagal, da si pogledate serijo Crypto Trading za začetnike. Tam je v bistvu samo te osnove tehnične analize razložim noter, vse kar rabite vedeti, res če ste čisto začetnik, no. Pol pa v bistvu vam predlagam, da se joinete v najino Discord skupino, bo link v descriptionu. V bistvu zelo veliko kripto traderjev je noter, pošiljajo vsak dan analize, in v bistvu pač lahko jih po moje tudi vprašate karkoli, vam bojo z veseljem odgovorili. Če tradate, pošljete analizo, vam bojo povedali, kaj si mislijo, in ja, pač na splošno je po mojem tak dober plac za učenje, pač da si malo izmenjavate med sabo feedback. Aha, pa za tiste, ki še ne tradate, ali pa mogoče tudi tiste, ki tradate, pa bi radi začeli, v bistvu imava spodaj še Bybit link, prečekirajte, lahko dobite do $5000 sign-up bonusa. In ja, Bybit po mojem mnenju najboljša platforma v Evropi za tradanje kriptota, in zdaj pa je to, gremo kar v video. Ok, nazadnje, če se spomnite, smo gledali na 5-day timeframeu tale volatility proti stochastic signalu. Če grem na hiter, še enkrat čez ta signal, čeprav sem ga že zelo velikokrat razložil na tem kanalu. V bistvu gledamo volatility, ki je prikazan s tem indikatorjem BBWP. Vsakič, ko se volatility expanda nad 10 percentilov, lahko pričakujemo, če je to na 5-day timeframeu, 42% move v povprečju, in lahko si pomagamo z stochastic indikatorjem, v katero smer bo šel ta move. No, in v bistvu na tem signalu smo hiteli prvi target. Od začetka tega mova pa do topa je okoli 34, skoraj 35%, no. In prej sem rekel, da je average 42%, ampak pri tem movu je first standard deviation 7%, se pravi 42 minus 7 je tukaj 35, kar nam da v bistvu prvi target. Ja, in v bistvu od tukaj bi pričakoval mogoče manjši pullback, kar pa ne pomeni, da je tega signala že konec. On average traja ta signal, mislim, da tam okoli 30 dni, okoli 35, če se ne motim. No, in glede na to, da smo hiteli že pač spodnji del first standard deviationa zdaj v 15 dneh, jaz pričakujem, da bo ta move bolj proti zgornjem rangeu tega first standard deviationa, se pravi, kar bi pomenilo okoli 49%, in to bi v bistvu Bitcoin prenesel na tiste levele, ki smo jih tudi gledali že v preteklosti, okoli 25.000, malo več v tem primeru. No, še nekaj zanimivega je v bistvu pri temule, pri 5-day timeframeu. Če si pogledamo stochastic, je basically breakal tale trend, kjer ga se drži že od septembra leta 2021, in v bistvu vedno se je stochastic odbil od tega trenda. To smo videli tudi lani aprila, ko smo imeli tisti fake out bull rally. Tako da ja, meni se zdi dosti bullish, da smo breakali ta trend, no, in tako, ker pravim, tukaj pričakujem pol nadaljevanje. Vse tam do 25.000 Bitcoina, probably, no ja, short term pričakujem pullback, in v bistvu za targete, za ta pullback lahko pogledamo CME chart, one day timeframe.
in vidimo, da je Bitcoin direkt pri 200 simple moving average, kar je ponavadi, ker se v bistvu, ker se cena odbije, sploh od 200 SMA se zelo velikokrat cena odbije, no, tako da, ja, kakor sem rekel, manjši pullback probably zdaj naslednji teden, mogoče 2 tedna, ampak v bistvu dokler smo nad 20k, nad 19.500, se meni zdi, da smo dosti dobri, no, še za nadaljevanje tega mova, ki ga vidimo zdaj. Ok, če si zdaj pogledamo malo bolj makro sliko, tukaj bi res spet govoril o tem chartu, accumulation distribution, spet na monthly time frameu. In v glavnem ta chart, kaj je vedno, ko smo videli na temu indikatorju slope change, se pravi, v bistvu direction change, se pravi v tem primeru od dol proti nagor, smo v preteklosti vedno videli v bistvu macro low, se pravi leta 2015, 2019 pa 2020. No in v bistvu smo pač dosti blizu smo na tem chartu, da se spremeni smer tega indikatorja in kar mi je v bistvu zanimivo, kar sem hotel pokazati, je na CME chartu je ta indikator že obrnjen nagor, sicer CME ima zelo manj zgodovine na tem chartu. Kot ste videli prej, na unem chartu je vse do 2012, tako da bo pač dosti bolj natančen bo pri kolenju tega lova, ampak v bistvu meni se zdi, da pač je to dober pokazatelj, da se bo najverjetneje slej ko prej tudi na tistemu chartu v bistvu obrnila ta smer, no. Ampak če pogledamo tudi na nekaterih teh derivative exchangih, kakor je recimo Bybit, se je že obrnila smer tega indikatorja in tudi na exchangih, kakor je BitMEX, se je isto obrnila smer tega indikatorja. Imamo po moje šanso, da se naslednji mesec tudi na tem chartu obrne smer in v bistvu, če se to zgodi, zelo verjetno, da smo videli vsaj nek major low, če ne celo macro low. In ja, bomo si zdaj pogledali še en indikator, ki je v bistvu prav dosti podobno. Ok, naslednji indikator je tale hash ribbons indikator, zato ker je v bistvu prejšnji teden na printu prvič po 2 letih, ja, prvič od avgusta leta 2021, malo manj kot 2 letih, tale moder buy signal. In v bistvu je v preteklosti čisto vedno, razen na tem čisto zadnjem avgusta 2021, ki je bil naprintan ta moder buy signal, to oznanil nek low oziroma tak low, oziroma macro low, ki ga pač pol Bitcoin ni več nikoli hitil. Vedno, pač ki je bil ta moder buy signal, pol nikoli ni šla cena pod ta level, kjer je bil takratni low. No in tukaj v bistvu, če jih testiramo tudi vse za nazaj, tukaj ne upoštevam tega, ker pač ta ni bil macro low, ampak če testiramo vse te signale za nazaj, v bistvu vidimo, da je v povprečju prišlo do približno 60% mova, tako da v bistvu, če bi to zdaj applyali na to situacijo, ki smo zdajle, se pravi od tega signala 60%, bi Bitcoin prinesel tam na okoli 27.000. Tako da ja, meni se zdi v bistvu to čisto možno. Mogoče je pač probably Q2 letos 2023. Zdaj, pač če je to macro low, v bistvu ne pomeni, da Bitcoin ne more priti pol več blizu tega lowa. V bistvu morate vedeti, da karkoli je basically pod temle high-om tukaj, pod 45.000, je v bistvu vse lower high. Se pravi, če Bitcoin naredi nekaj takega, da gre do 30.000 pa pol nazaj, je to v bistvu samo lower high in dokler close nad 15-17.000, je to še vedno pač consideran kakor macro low. Tako da meni se zdi to najbolj verjetno, kar se bo zgodilo. Ok, naslednja stvar je tale monthly stochastic.
In v bistvu vidimo, da če se bo naslednji mesec februarja obrnil stochastic na gor, kar je dosti velika verjetnost, da se bo, v bistvu če Bitcoin close nad tam 18.000, kar je zdaj $5,000 nad tem, se bo stochastic obrnil na gor. In to bo v bistvu zaključil, se pravi, hidden bullish divergence in sicer two drive hidden bearish divergence. Se pravi, 1-2 nova lowa na stochastic indikatorju, medtem ko je price action delal v tem času, se pravi, 2 nova higha. In to v bistvu tudi sovpada s tem trendlinom, ki je tukaj na stochasticu, ki smo ga videli. In v bistvu v preteklosti je tudi vedno, ko je monthly stochastic spremenil svojo smer, to bil tudi pač macro low oziroma zelo blizu macro lowa, no. Tako da ja, v bistvu še en pokazatelj, da smo probably videli nek večji low, nočem callati spet macro lowa, zato ker pač nikoli ne veš, kaj se lahko zgodi. Ampak pač probably je 25.000 Bitcoin zdaj dosti v igri, verjetno Q2. Vedno se vam zdaj to ne sliši preveč presenetljivo, 25.000 Bitcoin, ko smo bili že na 23.000. Ampak ja, v bistvu, če ste gledali kanal, sem o tem govoril že decembra, no, da bomo najverjetneje videli 25.000 Bitcoin. No, danes bi pa rad v bistvu zaključil analizo na enem pattern signalu, čeprav me bo se zelo malokrat videli, da tradam v teh patternih, mislim, da je to dosti bullshit. Večina teh patternov, ki jih vidimo na chartih, ampak eden v bistvu, ki jim dam pa dosti velik credibility-ja, je pa tale falling pizza, no. Kakor vidite, pač v bistvu je to samo nek downtrend, ki je pač zgori bolj fat, pa spodaj pač bolj ozek, izgleda pač kot kos pice, v glavnem. In ja, tukaj v bistvu smo videli pri Bitcoinu zdaj dva. Tega ta-malega sem v bistvu narisal samo, da vam pač razložim v bistvu, kako deluje. Se pravi, falling pizza, Bitcoin je breakal ta pattern in pol je v bistvu rata pol ta high od falling pizza, tako kot target, za kam ne bi šla cena, no. In ja, isto smo v bistvu videli samo na full večjem scaleu, od highsov Bitcoina do zdaj. In zdaj, da ne boste mislili, ne pravim, da so te highsi target, zdaj za kam bo šla cena, zato ker se mi zdi to nemogoče, pač sploh v letu 2023 ni šanse, da pridemo nazaj na highse. Ampak ja, v bistvu, ko breaka Bitcoin, se pravi ta pattern, lahko po moje pričakujemo pač malo večji move, ne vem, mogoče celo do 30k. V bistvu, če si pogledamo na one day chartu, je še nekaj zanimivega. Ok, in sicer vidimo en moving average cross. Spet ne dam veliko tudi na te moving average crosse, ampak ta je v preteklosti pokazal dosti zanimive rezultate. In sicer je vedno, se pravi v tem primeru, vedno, 21 moving average, to je v tem primeru ta modern moving average, prečka 55 moving average, to je v tem primeru tale zelen. Smo videli v preteklosti, to že velikokrat pri Bitcoinu, no in v povprečju pride do 80%-nega mova od te točke. Se pravi, če tukaj izmerimo, kje je crossal klele, 80% bi v bistvu Bitcoin prinesel na 35.000. Zdaj, ne pravim, da je to pač target za to, ampak smo videli pač tudi manjše premike. Ampak ja, v bistvu se mi zdi, da bi Bitcoin lahko naredil malo večji move, tam do 30.000, čisto možno. Mogoče do tega supporta, klej pri 30.000, jaz čisto vidim v prihodnosti. Tako da ja, v bistvu, kar sem tudi še videl, kar se v bistvu zdaj trenutno odvija, je
na SPY, se pravi S&P 500 chartu, vidimo, da v bistvu SPY med tem, ko snemam ta video, basically breaka ta resistance line, ki smo ga videli zdaj že 1, 2, 3, 4-krat, da se je odbil od njega, od highsov pač do zdaj. Pač če nam rata, da se weekly close nad tem trendlinom, je to full bullish za S&P, za vse markete. Pač vemo, da je Bitcoin v bistvu full correlaten z S&P 500, no, tako da če se to zgodi, bullish za Bitcoin. Enak je v bistvu na Nasdaqu, isto, čisto isto. 1, 2, 3, 4 v bistvu odboj že od tega support linea. In ja, to je to v bistvu za to Bitcoin analizo. Prečekirajte Bybit pa se ga.